Pa vabim še zadnjega referenta, to je Tomislav Vignjević, ki tudi prihaja iz RS Koper, tako kot prvi trije referenti, in je sicer s področja umetnostne zgodovine, zato nam bo povedal kaj več o Ivani Kobilci in njenih upodobitvah starostnikov. No, v likovnem imaginariju 19. stoletja je zavzemala podoba smrti, starosti in starejših nekakšno posebno izstopajoče mesto v tedanji ikonografiji. Starost in bližajoči se zaključek življenja so bili zelo pogosti motivi realistične umetnosti 19. stoletja in podoba starcev je trdno zasidrana v zgodovini umetnosti te dobe. Na eni strani anekdotične podobe nemočnih, bolnih in usmiljenja vrednih starcev, ki so na robu družbe in na koncu svojega življenja, predstavljajo zelo pogost motiv tega časa, predvsem realističnega toka umetnosti 19. stoletja. No, pred vami je na platnu značilen primer nekoliko preveč sentimentalne anekdotične podobe starosti in z njo povezanih tegob, kot so revščina in beračenje, kar nam ponuja skupina Slepi berač in deček Alojzija Repića, ki je nastala leta 1895 in naslavlja gledalca svojo čustveno podobo beraškega dečka in starca. Druga izmed teh v tem času zelo razširjenih predstav je idealizirana podoba starih staršev. Podoba starih oseb, ki žive boga boječe na domu osredotočeno življenje in se pri tem ljubeznivo posvečajo skrbi za vnuke, kakršno pogosto ponujajo slikarske umetnine v času meščanstva. Vendar te podobe nikakor ne zrcalijo povprečne življenjske jeseni teh starih oseb, bodisi kmečkih ali meščanskih sredine 19. stoletja. Na številnih tovrstnih slikah biedermajerske dobe in kasneje časa realizma je prej prikazana družinska idealizacija starosti, torej nekakšna idilična podoba, ki se zlasti v nemško govorečih deželah in drugod v srednji Evropi hitro razširila predvsem od 1860 let dalje. Dejanski življenjski pogoji in razmere starejših oseb so bili seveda zelo raznoliki ter povsem odvisni od njihove poklicne pripadnosti, kot tudi od premoženja, izobrazbe in seveda tudi od posameznikovega zdravstvenega stanja. Do sredine 19. stoletja je bila sicer najbolj uveljavljena in razširjena navada, da so starejši oziroma stari starši imeli samostojno življenje, ki se tako prostorsko kot gospodarsko in emocionalno odvijalo ločeno od otrok in vnukov. No, tovrstne idilične podobe starih staršev so v nemško govorečih deželah še zlasti razširjali vse bolj vplivni ilustrirani družinski tedniki, kakršen je bil na primer od leta 1853 izhajajoča revija Gartenlaube. Od biedermajerskega obdobja dalje namreč nastopilo nekakšno prevrednotenje družine in vloge starih staršev, vse to pa se je zrcali tudi v slikarstvu tega časa, denimo pri Jozefu Antonu Kohu, Karlu Špicvegu ali pri Ferdinandu Georgu Waldmüllerju. No, v času realizma pa je s tovrstnimi idealiziranimi podobami postal zelo znan slikar Hans Thoma, ki je bil v svojem münchenskem obdobju med letoma 1870 in 1876, vsaj formalno, v marsičem pogosto blizu krogu Leiblovih slikarjev, tako imenovanega čistega slikarstva. S svojimi idealiziranimi podobami, kakršna je ta oljna slika Stara mati, otrok in mačka iz leta 1878, ki se daje v Neue Pinakothek v Münchnu, je Hans Thoma naletel na zelo hvaležno občinstvo, saj je ta slikar doživel izjemno priljubljenost. Slika vsebuje obilico anekdotičnosti, ki je tuja drugim slikarjem Leiblovega realističnega kroga, saj vsebuje tudi aluzije na vero in družinske vezi, ki so skupne obema osebama na tej sliki. Z vse pogostejšim objavljanjem ilustracij v časopisih in revijalnih tiskih so tovrstne podobe družinskih idil, ki so prikazovali idealizirane žanrske prizore iz vsakdanjega življenja v realističnem slogu, doživela ogromno razširjenost v širokih krogih tedanjega prebivalstva in so bili nekakšni vzorci obnašanja.
No, pri tem lahko ugotovimo, pri teh upodobitvah lahko ugotovimo vsaj 3 izstopajoče družbene vzorce. Stari starši imajo predvsem vlogo svetovalcev in učiteljev vnukov, ki jih bogatijo s svojo modrostjo in življenjskimi izkušnjami, ter izpolnjujejo tudi versko funkcijo. Poleg tega razvijajo čustvene vezi do svojih vnukov, tako da jih odlikuje tudi poudarjeno mir, značaj ter skrb za varnost in bližino. Nenazadnje pa je za stare starše značilno, da vse svoje življenje in dejavnosti usmerjajo le še v sfero doma. No, v ta vsebinski okvir starih staršev, ki zgledno in zavzeto skrbijo za vnuke, spada tudi slika Ivane Kobilce, babice z vnukinjo, ki je večinoma nastala v Münchnu v letih 1886 in 1887. Le podoba deklice je bila slikana kasneje, za model pa je bila slikarkina sestrična. Vsekakor je ta slika precej idilična podoba starke, ki za vnukinjo zalupi jabolko ter že v svojih očeh in izrazu kaže svojo naklonjenost do nje in je v marsičem značilno žanrsko delo druge polovice 19. stoletja. Po drugi strani pa tudi žanrska anekdota, v katero sta vpleteni obe upodobljeni na sliki babica z vnukinjo, to delo uvršča v skupino idealiziranih podob, ki so lahko služile kot vzor za tedanje občinstvo. Vendar je tu kljub vsemu prisoten umetničen, oster, objektiven čut za opazovanje ljudi, tako da je pripovedna anekdota nekako nevtralizirana z realističnim vizualnim opisom obeh protagonistk. No, vendar je v tem istem obdobju slikarkinega delovanja, torej v 80. letih 19. stoletja, nastala cela vrsta izjemno pretresljivih in prepričljivih študij in slik glav starcev, ki tvorijo zelo obsežno in celovito skupino v zgodnjem slikarkinem opusu, torej v 80. letih 19. stoletja. To skupino slik zaznamuje Kobilčino realistično preučevanje starosti in starejših oseb z njihovo slikovito zunanjščino izgubljenih obrazov, na kateri se izrisuje njihova dolga življenjska pot. Tako je tudi očitno, da gre pri tovrstnih delih za ponazoritev določenega tipa starke in nekoliko redke starca. Vendar so ti liki obravnavani individualno in nudijo umetniku izjemno slikovito in privlačno snov za njegovo preučevanje psiholoških aspektov osebe ali pa tudi značilnosti starosti. Kot rečeno, je v Kobilčnem opusu ohranjeno precejšnje število študij glav in portretov starih oseb, ki v Leiblovem nasledstvu podajajo podobe realistično natančnega preučevanja obrazov. Pri teh študijah evidentiranih približno 25 študij ali zaključenih slik glav je značilna temeljna formalna lastnost, da podoba obraza nekako izstopa iz temnega rjavega ozadja, s katerim je v močnem kontrastu. No, gre za likovno formulo, ki jo je slikarka prevzela v času študija v zasebni slikarski šoli za ženske pri profesorju Alojzu Erteltu v Münchnu med letoma 1881 in 1989, kjer je bil v kurikulumu vključen predvsem ta način slikanja človeške figure, najpogosteje poprsa in izreza glave oseb z izrazitimi in zanimivimi fizionomijami. No, v letu 1891, v času bivanja v Parizu, pa je Ivana Kobilca v natančnejši in za njo prelomni seznanitvi s francoskim plenarizmom zelo spremenila svojo barvno paleto in umetniške nazore. Tako je kasneje v svojih spominih zapisala, da je takrat zaslutila, citiram, zaslutila nov ideal in na vso moč sem zasovražila črne glave, ki smo jih slikali v Monakovem in ki jih je hotel Ertelt imeti. No, dejansko je Ivana Kobilca ustvarila zelo obsežno skupino del, ki so skrajno realistične, pronicljive študije starih oseb. Slog in zasnova tovrstnih študij glave na temnem ozadju pa izhaja iz realizma Wilhelma Leibla. Zdaj en primer tega umetnika, münchenskega slikarja iz leta 1866.
No, vendar kljub temu, da ga pri nekaterih tovrstnih podobah za dela, ki so nastala kot posledica študija, ta skupina s svojo številčnostjo in kvaliteto odraža tudi slikarkin povsem osebni interes ter njeno živo in izrazito hotenje za produkcijo slik z motivi starih oseb. Pri drugih slovenskih slikarjih, avtorjih realističnega obdobja, torej pri bratih Janezu in Juriju Šubicu, Jožefu Petkovšku ali Ferdu Veselu, tovrstnih motivov upodabljanja in obraznih študij starostnikov skorajda ne zasledimo, še zlasti pa ne v tako velikem številu. No, značilna je tudi ta podoba Ivane Kobilce Starec, ki je nastala v 80. letih 19. stoletja. No, gre za eno najbolj zanimivih študij starosti v ustvarjanju te umetnice in zagotovo se lahko trdimo, da je imela ta slika nekakšen poseben pomen za slikarko. V ustvarjanju te umetnice so podobe starcev sicer nekoliko manj številčne, kot pa so podobe starih žena, a gre prav v primeru te slike za značilno podobo te slikarke, ki je z naturalistično vizijo starosti podala tegobe in zagate pozne življenjske dobe. Slikarka je to izvrstno študijo razstavila na svoji samostojni razstavi v Ljubljani leta 1889 in kritik Vatroslav Holc je v Ljubljanskem zvonu leta 1890 zapisal, da je bil med razstavljenimi študijami, citiram, najznamenitejši starec z dolgimi sivimi lasmi in brado, katerega obraz pripoveduje vso odisejo težavnega žitja svojega. Konec citata. Po izjavi slikarke naj bi bil za model nek mož, ki je bil kljub visoki starosti še dejaven in zaposlen, in sicer je urejal tovorni promet med Ljubljano in Trstom. No, ta podoba nas med drugim opozarja, da v tem času industrializacije je nastal nekakšen proletariat starih ljudi, saj je večina starejših morala delati, vsaj dokler je to še zmogla, če je hotela preživeti. Industrializacija tedanje družbe v nekaterih delih Evrope je sicer izboljšala standard in posledično podaljšala pričakovano življenjsko dobo, vendar pa je po drugi strani zmanjšala število družinskih članov, ki so se lahko posvečali skrbi za stare starše. No, posledično so upodobitve starih od dela izmučenih oseb in očitnih znamenj ter sledi dolgoletnega težkega dela na njihovih obrazih pogost motiv naturalističnega toka v realizmu druge polovice 19. stoletja v evropski umetnosti. Zelo zgovorno je dejstvo, da se Kobilca zelo pogosto in v večji ali manjši meri posvečala prav nekakšni zgolj nakazani, a še vedno dovolj opazni trpkosti, morda celo tragiki starosti, ki je razvidna na zgubanih in nekoliko resigniranih obrazih starcev na njenih slikah. Ena najbolj pretresljivih slik s tovrstno tematiko je njena zgodna upodobitev sedečega starca na sliki manjšega formata Stari Šiber, ki je nastala v drugi polovici 80. let 19. stoletja, kjer je upodobljen nekdanji vojaški dezerter, ki je 3-krat pobegnil iz vojske in se skrival po gorenjskih gozdovih. Po prvih 2 pobegih so ga ujeli in kaznovali tako, da je tekel skozi šibe. No, v 80. letih 19. stoletja je zatorej Ivana Kobilca ustvarila množico študij glav starejših oseb, pri katerih je značilna slikarkina skoncentriranost na bistvene, realistične podane poteze. Tovrstna likovna formula je rezultirala v celi vrsti umetnin, ki se svojo preprostostjo in neposredno izraznostjo nudijo pretresljivo plejado likov starih, natančno in psihološko preučenih oseb. Hvala.